Pomurskem dnevniku. Zmaga pomurske golobice. Drevo padlo na kolesarko. Za deficitarne poklice 1000 štipendij. Nova KBM prevzela Abanko. Vreme jutri pretežno jasno. Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Družina Sovič iz Cvena se že vrsto let navdušuje nad golobi. Od svojih prvih golobov do danes so jih zabeležili več tisoče. Miha Sovič trenutno doma beleži več kot 300 golobov, s katerimi tudi trenira in se pripravlja na tekmovanja. Pred kratkim je na najprestižnejšem tekmovanju golobov na svetu njegova golobica Marjana prva priletela 600 km in mu prinesla denarno nagrado v višini 300 000 ameriških dolarjev. Družina Sovič se z rejo golobov ukvarja že vrsto let, odkar je oče Boris Sovič pri svojih 6 letih prvič prišel v stik z golobi. Na Cveni je bilo na podstrešje zadružnega doma po 300-400 navadnih golobov in tam sem prvič se srečal z golobe, no pozneje sem se začel nabavljati okrasne. Tudi tam pred dedeko so imeli doma golube, takše bele, ko mi je že malo bolj zanimivo. Rečemo tam pri svojem 10 leti pa sem verjetno že ujel prvega goluba pismonoša. Hitro je navdušil svojega sina Miho, ki je že pri svojih 4 letih dobil svoj golobnjak. Takrat je bil dovolj velik, da se je lahko povzpel po lestvi in golobom prinašal hrano in vodo. Miha svoje golobe za dobro kondicijo in dobre rezultate na dirkah tudi trenira. Samce posebej vsak dan spustiš ven, pa jih pač pripraviš do tega, kaj uro letijo. V roki enega tedna se oni navadijo na ta ritem. Kak samci odletijo tisto svojo uro, v tistem času jim čistiš, pripraviš jesti, zažvižgaš, grejo notri. Takoj za njimi spustiš samice, isto mora uro leteti in to vsak dan tak. Priprave golobov pa zahtevajo veliko odrekanja svojega časa in nekaj finančnega vložka, saj za hrano letno porabijo okrog 2000 evrov. A vse se izplača, saj je rezultat viden na golobih, ki so v dobri formi za dirke. Fino, mehko perje, leskotajoče, prožno, mišice mehke, najboljše reči so mehke, prožne. Miha z golobi tekmuje že 33 let. Minulo soboto je na največjem tekmovanju golobov na svetu izmed 1548 golobov blestela ravno njegova golobica Marjana. So bili mesec dni v karanteni v Južni Afriki, dobro so se tam začeli navajati na novi golobnjak. Oni doma še niso nekaj dosti leteli, tako da so še bili mladi, pa so se še lahko privadili. Tam konci novembra so oni začeli s treningi na 5, 10 km, 20, 30, 40. Na to pa so začeli z 60-kilometrskimi treningi. Teh 60, pa nekaj od teh je bilo 120-kilometrskih, je bilo 25, zdaj od novembra pa zdaj do finala. Plus tega je bilo 5 dirk. Na prestižnem tekmovanju v Južni Afriki je golobica Marjana prva preletela kar 600 km in lastnikom prinesla nagrado v višino dobrih 270 000 evrov. A denar za Sovičeve ni razlog za nenavaden hobi. Če si pravi golobar, če enkrat začneš, te ne nehaš, to je ene vrste zasvojitev. V Slovenijo se sicer Marjana ne bo vrnila, saj jo 14. februarja čaka javna dražba, kjer Sovičevi od njenega bodočega lastnika pričakujejo še dodatni zaslužek 50 do 100 000 evrov. Močan veter tudi v prometu povzroča težave. Iz policijske uprave Murska Sobota so sporočili, da je včeraj malo po 9. uri izven naselja Stogovci v smeri naselja Trate na cesto padlo drevo. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je drevo padlo na osebni avtomobil, last državljana Avstrije in na kolesarko, ki se je peljala po cesti. Poškodovana kolesarka je bila odpeljana v zdravstveni dom Gornja Radgona. Ugotovljeno je bilo, da je v nesreči zadobila lahko telesno poškodbo v obliki odrgnin, so sporočili soboški policisti. Na vozilu pa je nastalo za okrog 2000 evrov škode. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je na spletni strani objavil nov razpis za pridobitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2021 v okviru vrednosti 3,5 milijona evrov.
Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Višina mesečne štipendije znaša 102,40 evrov, štipendijo pa je mogoče prejemati z vsemi štipendijami razen s kadrovsko. Štipendijo bodo lahko pridobili dijaki prvih letnikov izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja, ki so navedeni v prilogi razpisa in izpolnjujejo splošne in druge pogoje. Nabor vključuje 22 deficitarnih poklicev. Če bo sklad prejel več vlog, kot je na voljo sredstev, bodo vloge razvrščali na podlagi višje povprečne ocene v zaključnem razredu osnovne šole in višje povprečne ocene izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole oziroma strokovnih predmetov v zaključnem razredu nižjega poklicnega izobraževanja. Štipendijo bodo dijaki prejeli za celotno obdobje izobraževanja in jo bodo lahko hkrati prejemali z državno štipendijo. Sicer prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka, ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine in če dijak ponavlja isti letnik oziroma ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot 1 leto. Dijaki bodo vlogo lahko oddali od 15. junija do 25. septembra, podeljenih pa bodo 1000 štipendij. Nova Kreditna banka Maribor je danes državi plačala dobrih 444 milijonov evrov kupnine in s tem zaključila prevzem celotnega deleža v Abanki. Slovenski državni holding je pogodbo o prodaji 100% državnega deleža v Abanki z novo KBM sklenil 20. junija lani. Zaključek posla je bil vezan na izpolnitev določenih pogojev, ki so bili v obdobju po sklenitvi prodajne pogodbe v celoti izpolnjeni, so sporočili iz nove KBM. Začetki Abanke segajo v leto 1955, v last države pa je prešla ob sanaciji bank konec leta 2013. Agencija za varstvo konkurence je zeleno luč za prevzem prižgala decembra lani. 30. januarja letos pa je nova KBM, ki je kot prva od saniranih bank prešla v zasebne roke oziroma v lastništvo investicijskega sklada Polo aprila 2016, dobila dovoljenje še od Evropske centralne banke. Druga in tretja banka po velikosti skupaj obvladujeta približno 22,5% slovenskega trga. S tem sta precej blizu NLB, ki ima po podatkih za leto 2018 v Sloveniji 22,7% tržni delež. Skupaj imata okoli 2300 zaposlenih in okoli 100 poslovalnic ter še 330 poštnih okenc nove KBM, kjer se opravljajo tudi bančne storitve. Z združitvijo se bilančna vsota nove KBM in Abanke dviguje na približno 8,7 milijarde evrov, kar je blizu NLB z 8,8 milijardno bilančno vsoto. Prihodnji petek in soboto se bodo po celotni Sloveniji odvijali informativni dnevi, tudi na gimnaziji Murska Sobota. V nadaljevanju preverite, kako prepričati devetošolca, da se odloči za soboško gimnazijo. Ja, gledajte, težko se je postaviti v vlogo devetošolca in skozi njegove oči pogledati na srednješolsko izobraževanje. Sigurno je tu prisotnih mnogo faktorjev, ampak če na primer izpostavim tisto, kar je dejansko prednost, bi rekel, ene domače gimnazije. Kot prvo morda bi omenil, na primer, da obstajamo na tem področju že 100 let, da sem tudi sam poučeval mnogo, bi rekel, uspešnih mladih ljudi in sem hvaležen usodi, da mi je namenila stik z njimi. Posebej zanimivo se je bilo srečati zdaj ob 100-letnice z njimi in res, na primer, občudovanja vredno je, dokot so nekateri prišli, tako bi rekel, v nekem poslovnem svetu, kot v tujini po nekih izobraževalnih vertikalah. In če smo to uspeli delati v vsem tem obdobju, pa smo bili vseh teh 30-35 let, koliko časa poučujemo, večinoma isti profesori, to znamo sigurno narediti tudi zdaj. Na spletnem portalu sobotainfo.com pišejo o tem, katere pogoje morajo izpolnjevati tujci, če želijo delati pri nas. Več torej na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice.
Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj koprenaste oblačnosti. Kakšno vreme nas čaka v naslednjih dneh, pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli delno jasen in vetroven dan s temperaturami okrog 5 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krinskem parku Goričko namerili 6, v Murski Soboti, Lendavi in Radencih pa 8 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo v Murski Soboti -5 in Mariboru -3 stopinje, čez dan pa bodo termometri v Murski Soboti in Mariboru pokazali 8 stopinj Celzija. V petek bo precej jasno, na vzhodu bo občasno zmerno oblačno. V soboto bo na zahodu jasno, v notranjosti pa bo nizka oblačnost. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale med -6 in -2 stopinjama, dnevne pa med 8 in 10 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili za danes, z nami bodite tudi jutri. Nasvidenje.